Živijo, moje ime je Robert Lisac in to je Jolant Oroš. Danes bova posnela nekaj o stoikih, o filozofiji stoikov. Da ne boste mislili, da je Jolant Oroš kar nekdo. V 2 letih iz ničle do potem Zagreb Open 3 v grapplingu, ne? Neki tazno. Ja, no, Ne vem, neki tazno. tako da tistmu, ki to rata, kapo dol, ne poznam nobenega drugega. Tako da tebi je pa to rata. MMA si tu treniral, pa Wing Chun z mano Ja, in tako naprej. Glavne imamo pa karate. pa karate. Ja. Ne, to si pa sam treniral. Ja, res je. No, vrnimo se k stoikih. Zakaj sploh stoiki? Oziroma tako bom povedal. Prvič sem za stoike pa stoično filozofijo slišal na podcastu Tim Ferrisa, pa sem si mislil, da je nakladancija, dokler mi ni Jolant potem svoj vidik predstavil. Pa me v bistvu navdušil za stoike, ker je to zelo konkretna življenjska filozofija. Zdaj pa mene zanima, kaj je zate sploh stoična filozofija ali pa filozofija stoikov? Kako bi ti povzel njihova učenja? Čisto na kratko je to, da najprej so oni ful praktike. To, kar mene zanima pri njih, je ta zelo praktičen del, njihovi ezoterični nazori. Tisti ezoterični nazori, tle se jaz ne najdem. Pač je treba vedeti, da smo šli toliko naprej, bla bla bla. Oni so recimo verjeli, da je stvarstvo teleološko, da ima nek namen. Tega pri meni ni. Okay. Praktičen del je pa pri njih tak, da po domače povem, če filozofijo ne moreš uporabljati v vsakdanjem življenju, pač je brez veze, pa je to neko prekladanje besed in je to to. Tako da reči, da jaz poznam stoicizme z nekega akademskega, to ne. Sem bral njihovo zgodovino, pa zgodovino je tako. To so neke legendice, ki jih ni treba preveč resno jemati. Meni njihovo bistvo je to, da po domače povem, da karkoli se pač zgodi, ne nujno, da sprejmeš v smislu, joj, to mi je pa vesolje poslal neko lekcijo, ne, ampak situacija je, kakršna je, kaj boš od tle naprej delal in da pač imaš neke, oni govorijo o vrednotah, ki jih pač spoštuješ, ki jim slediš, ne glede na situacijo. In to je najbrž tisti najbolj težek del pri njih, ker pač v tem smislu so neizprostni. Najlepši njihov del je ta neka izpeljanka kakor amor fati, da pač da se veseliš svoje usode, ampak ne zdaj, da si happy peppy, ampak pač v bistvu si rečeš, ja okej, se je pač zgodilo in kaj bom zdaj. In pol greš pa pač vsak dan korak za korakom in se ne obremenjuješ z nekimi velikimi načrti, ampak v bistvu greš korakoma. Tako da je zelo tak zelo hands-on, zelo praktično, ni nekega, vsaj po moje, pa tudi jaz jih pa ne vidim kot neke zagrenjence, ko jih nekateri slikajo kot upper stiff lip, temu rečejo, moraš držati, meni se ne zdijo, pa kakor da naj bi kao pobrali, pač če si ta prav stoik, karkoli že naj bi to pomenilo, da pa si pa kao ne znaš uživati v življenju. To ni res. Ampak je pa res, da pri njih hedonizem ni na prvem mestu. Ja. Aha. Ja. Kaj pa je, recimo, bi lahko mogoče orisal kak načelo ali pa dva, po katerem živijo stoiki? Se meni konkretno je pomagal, kot ti naj rečem, ena je recimo ta je kar težka malo in za danes je to zelo skregan s kakim načelom, sploh s kakšnimi, bom rekel, mogoče malo preobčutljivimi strokovnjaki. Oni imajo ta, kao, da se opominjaš, da si umrljiv, memento mori. Okay. Ampak to ni zdaj samo tako neki, v smislu tako usput, koliko je lep sončen zahod, joj, se res imam privilegij, da ga uživam, kaj pa vem, jutri me mogoče ni. Ja. Ampak je to tako, če se da, naj bi to dnevno delo, kar jaz sicer saj na začetku ne priporočam. Dejansko oni temu pravijo meditiraš ali pa razmišljaš o smrti sami. Okay. Oni grejo tako daleč, da se konkretizirajo tako, da recimo si predstavljaš ali pa sebe gledaš v ogledalo in se predstavljaš, kako boš gledal, ko boš star.
Pol delate kratke inventure, recimo dnevne, kaj si naredil slabega, pa tudi kaj si dobrega naredil. Ne? Ker tle je tudi nekaj, kar oni delajo, kar je recimo skregano s tem, kar se najbrž danes kar malo preveč naglašuje, koliko mora biti vse sam pozitiva. Ne? Čeprav zadnje 2 leti ni bilo dobro, če si bil preveč pozitiven, ne? Sploh na infekcijski kliniki. Ampak, da si do sebe strog. Ne? V smislu tega, da nisi nič posebenega. Ne? To je ta zdaj skregano s tem, kar se danes, recimo, ko imaš to, ne vem, pošiljaš neke misli, pa v vesolje in zdaj se bo celo vesolje tebi uklonilo. Oni so pa tle diametralno nasprotni, ne, nič posebnega nis. Si pač eden od mnogih, v nekem kolesju stvarstva karkoli, si pač en delček in v bistvu nimaš neke oblasti razen nad svojimi odločitvami. Pa še to danes vemo, da ni čisto tako enostavno, ampak okej. Kaj se hoče reči, kaj se tiče tega mementa morja, je pa to, da se dejansko, da se opominjaš, pa da razmišljaš o tem, kaj to pomeni, če te v naslednjem momentu ni. In valjda, pol je treba včasih biti kar malo, ko delaš inventuro do sebe, kar malo, pač neposreden, pa odkrita. Ne? Po domač povem, da se soočaš s tem, kaj si tudi zafuko. To rečeš tudi, kot tle sem zafuko. Ne, pa sej nisi, pa veš, pa ne, pač situacija je takšna, kakršna je. Ne? In če si kaj, ne vem, recimo bi moral kaj narediti, pa nisi naredil. Ne? Zakaj nisi naredil? Kaj boš pol naredil? Kaj bo zdaj iz tega naredil? Kako bo zdaj naprej ravnal? Ni pa to nekaj v smislu ruminacije, da se tam s pepelom posipava, pa ne. Ampak kaj bi lahko? Nima smisla, ne? Recimo, če izhajamo iz tega, da bi se lahko, ali pa tako, če izhajamo iz tega načela, pa če imamo recimo v mislih, recimo, da nam danes zvečer ali pa jutri zjutraj ali pa drug teden poteče naš čas, ki ga imamo na razpolago, da nas ni več potreb, bi se verjetno marsičem odločali drugače, kot se sicer. A bi lahko rekli, da je to potem tudi memento mori, ali ne? Na nek način ampak pol je to, moraš paziti, ker to je danes živi, kakor da je tvoj zadnji dan. To, če vzameš malo preveč dobesedno, razumem, boš šel zdaj, ne vem, dal odpoved in boš kar nekam zabluzal. Ali pa če se ti je kdo zameril, boš še kaj hujšega naredil. Kakor samo odpoved dal. Ali pa ne vem, vse tle pa recimo pol ko vstopi to vprašanje vrednot. Kakšne so tvoje vrednote? Ali zdaj res to pomeni, da greš okoli, pa se ga nažreš do amena, narediš vse pizderije, vse, kar si hotel, pa nisi mogel zaradi nekih bremz. Ne, pri njih gre za samo omejitev. Ne toliko za to, kaj ti družba, čeprav oni niso izolirani od družbe. So vedno bili, oziroma so si prizadevali biti del družbe. Tle je tudi nekaj, ker sem jaz malo rezerviran. Ker pač pravim, če je družba slaba, pač ne bi del družbe. To je spet druga zgodba. Hec je pa tudi v tem, da meni recimo, kjer mi je pa Seneca zanimiv, je zato, ker on ni bil purist. On je bil stoik, liberales, vse ostalo je fuck off. Ampak ne, on je Epikurja navajal na polno. Epikurejci so imeli pa hedonizem, to je to, pač uživaš v lifeu. Ampak oni tudi niso bili kar nekeni, niso to bili neki dionisti, ko so zdaj tam se pač drug čez drugega, pa skos, pa žglet, pa ne vem kaj, ne, ampak uživati v lifeu. Spet treba se vprašati, kaj je spet uživanje. In recimo, ko je temu, kaj Lucrecio ali Lucil, ta pisma, ko ga on vpraša, za tem stilu, kaj je toliko tega Epikurja, zakaj to toliko navajaš. Vse nekaj da videti. Konec koncev ni važno ime filozofije, važna vsebina. Tako tudi stoike ne gre jemati dogmatično. To je nek okvir ti predstavlja, to je to. Če ne si pa pač že zaideš malo kekovnim absolutistom. Ne, to drugo ne. To je pa najslabše. Ampak, a bi lahko rekel, da čez to prizmo smrti ali pa minljivosti začnemo mogoče tudi malo bolj kakovostno izbirati svoje odločitve, torej v smislu, kaj nam je pomembno, pa kaj nam je manj pomembno, da črtamo nepomembne stvari iz svojega življenja, pa ne vem, recimo poudarjamo več prijateljstva ali pa partnerstva ali pa pač karkoli že. Je to potem lahko rezultat memento morja? Lahko.
Saj, point je, kva so hoteli večinoma neki antični filozofi doseči, da si osmisliš life. So pa iskali različne poti. Zdaj pač enemu je bil smisel kot smo rekli, uživanje, karkoli že zdaj to pomenilo. Enemu ne, eni so pretiravali, so šli v neke hude askeze, to je pač za vsakega nekaj. Konec konca tudi, zdaj jaz sem star 45 let. Kako bi jaz na stojke gledal pred 20, glede na svoje spomine? Da si bolj bil pri epikurje, kaj se reče? Epikurejci. Ja, bi rekel. pa dionisti. Ne, to je bila neka čudna mešanca nekega nihilizma, začinjenega z hedonizmom. Brezciljno tavanje po labirintih užitkov. Nekaj v tem stilu. Kaj pa, obstaja še kakšno načelo, ki se ga splača pogledati od blizu? Mislim, oni imajo to, tudi to, da si zdaj v tem momentu. Okay. Ne v smislu, da preteklost ni važna, ker vse to psihološko veš, da preteklost se ne da kar tako zbrisati. Konec koncev je tudi vprašanje vesti, pa ne vem, če so vse. Pol tudi, da bi živel kar samo striktno 100% sedanjosti, pa nič na prihodnost mislu, ti povem, da ni v redu, ker tudi to sem živel in nikoli. Ko gledaš naprej, ne vidiš nič. Ko gledaš nazaj, pa vidiš sam sranja, in to ni v redu. Tako da delaš te načrte, imaš neke smernice, kaj bi rad počel ali pa kva bi rad, ne vem, postal, kakorkoli, zdaj spet odvisno, koliko si star, pa kakšni so ti cilji, ampak da ne pozabiš, da je treba biti konsistenten, pa tja iti korakov. Okay. To je ta, pa predvsem ta je, pozabil sem avtorja, to je nek Nemec bil, ko imajo Serenity Prayer, rečejo temu Američani, ko imajo pri teh anonimnih alkoholikih. Okay. Kao v smislu, Bog, daj mi moči, da spremenim tisto, kar lahko, in daj mi modrost, da ločim, kaj je tisto, kar lahko spremenim, če se pa ne morem. To je recimo ta srž. Da greš tisto, kar veš, da lahko, spremeniš. Jaz bi šel celo toliko daleč, da te postane samo trud, nič drugega, ker ti na rezultat ne moreš vplivati. Lahko, ne vem, lahko se trudiš, zdaj sem se končno odločil delati ta izpit za avto. Jaz imam v bistvu na ful malo stvarmi, imam jaz v bistvu moč. Imam nad sabo, da ko se mi ne da, se grem na vožnjo, da si rečem, ne odpoveduj vožnje. Nimam pa recimo nad tem, kakšne volje bo moj inštruktor, niti nad tem, ali bom jaz sploh uspel priti do tja, ne vem, mogoče bo gužva, mogoče me bo avto zbal. Mogoče inštruktor ne bo mogel, ne vem, karkoli, mora iti po otroka recimo, ali pa se je otrok zbolil. Nimam niti najmanjše moči na tem, kakšnega ocenjevalca ali ocenjevalko bom dobil, da bo vse kul, da ne vem, kakšen bo promet, ne vem. Vem pa samo to, da recimo, zdaj so mi dva vadila recimo to speljevanje v klance z ročno, tam rikverc da obračal, pa da je nek občutek, kje sem z avtom, in to je to, kar sem jaz danes naredil. Kako bom jaz reagiral, nimaš vpliv. Nimam, lahko te sploh ne bi bilo, ali pa ne vem, lahko bi pa zdaj klic dobil, recimo, ne vem, da je kaj narobe, sta malo recimo v šoli, ali kaj pa vem, karkoli, nimaš, ampak, a veš, če si pa tist preveč črnogled, pa zakaj bi pa sploh ustal, in meni je recimo ta stavek od Aurelija bil, da, češ kao, a si zato tle, da boš ležal v postelji. Ja, nisi, a veš, pač vstan se, in je težko, to pa zaradi tega, kakurc, bom rekel, imam neke svoje posebnosti, in včasih je to zdaj res svet črn. Kjer je pa eno, recimo, kak citat, ki ti je pri srcu, ki ti je mogoče ostal, ali pa misel? Nimam tako, da bi prav nekaj se trudil, prav citate neki, ali pa tam je bila recimo, mislim, da ta isto iz dnevnika Marka Aurelija je zelo nekje na začetku, da češ kao, v tem smislu, da boš danes pač srečal ljudi, ki bojo zoprni, ne vem, togotni, jezni, nesramni, ne vem kašni, in konec koncev, kaj z tega potegneš, pač to je neizogibno. Do tega bo prišlo. Kaj boš pa ti naredil, to je pa edino od tebe odvisno. Razumem. In to je, mislim, da ta vrednost, ko so jo oni spoznali,
ta moč odločitve, ali pa saj, če se uspeš ujeti, preden narediš kakšno neumnost, da se ustaviš. Vsaj to, ta veto, da imaš nad sabo. Ker to dejansko je edino, kar imaš na nek način. Ostalo pa res ne veš. Vse tudi zdaj minva, gledava čisto v redu. Za svoje leto bi rekel, da so preklet dober material. Za noben od naju pa ne ve. Ja. Pa če imamo v bistvu noter že neke bule, ko nam raste. Statistika nam decom ni naklonjena. Ja. Pač nekje do 60 vsak drugi bo bulast, po domač povedano. Ne vemo, ne? Ja. Pa tudi ne veva čez 5 let, če se bo kdo od naju sploh še spomnil drugega. Ne zaradi tega, ker bi živela narazen, ampak zaradi tega, ker bo pač, ne vem, glava začela odpadvati, ne vem. Nimamo pojma po domač, res. Dejansko je sam ta moment, ko so zdaj tle, se pogovarjava in to je to. To je best. Našim gledalcem kanala priporočaš kakšna dela, knjige, kjer se lahko mogoče malo poglobijo v to filozofijo? Ja, zdaj slovensko bi rekel, da naj berejo, če se le da probaš čim bolj bliže izviru. Okay. S tem, da moraš vedeti, da največji to, kar mi danes vlečemo, ali pa tudi te neki sodobni stoike, kakorkoli bi jim rekel, so ful naslonjeni na rimsko tradicijo, ki je dosti bolj taka praktična. Gotovo Seneca, njegove stvari imamo prevedene v slovenščino, pol Marka Aurelij, njegov dnevnik imamo preveden, pol so pa nemška dela, kdor zna nemško, kdor zna, ne vem, latinsk, staro grško, super, še lepš. Drugače imaš pa te neke, to so take dosti solidne, pa tudi dosti kakovostne knjige, da niso kar neki na prvo žogo, imaš recimo Kratek uvod v stoicizem. Ja. Mislim, da imamo celo v slovenščini. Ja, jo imam doma. To je dobra, tak zgodovinski pregled, pa da ti vse skupaj nariše. Ker to, kar imamo mi danes, oziroma predvsem recimo taki, kot sem jaz, gremo po unmu načelu, vzemi tisto, kar je koristno, ostalo pa pač. Tako da, kot zaprisežen ateist, če bom kaj dobrega najdel v Bibliji, pač bom tudi tisto vzel. Brez, da ne rečem grdo na vlake. Ampak tisto, kar pa mi je kul, bom pa vzel. Okay. Pa v angleščini je seveda ogromno, drugače pa veš, kaj je dobra, je tudi na netu zastojn, Ryan Holiday, Daily Stoic. Aha. To je pa kul, ker vsak dan imaš neki citat in pol v bistvu da on nek razmislek in poanta je pa, da ti razmisliš o tem. Ker tisto je dobro, zato ker se učiš, da ni point branja industrijsko, ali pa una neumnost, hitro branje, to je nekaj najbolj kretenskega, kar sem kdaj kot sploh imel priložnost srečati, to je pa res idiotizem. Ti moraš brati počas, pa razmisli, pa se ustavi. Pa če ti nekaj ne gre, ali pa če ti je nekaj šinal, če ti je pretežko, ker ti je ne vem, karkoli, neke asociacije, neke spomine, zapri. Spet nekaj drugega dela. Odprit nazaj. In to je pa tista varianta, pač, da vsakodnevno bereš. Dobro, Holiday zagovarja, da naj bi vsak dan dnevnik pisal, čeprav tudi sam priznam, da so obdobja, ko jih ne. Ampak point je v konsistentnosti, da vztrajaš. To sem jaz pač to začel v lifeu s temi drobnerijami, da pač tudi, ko se mi ne da, stanem pa grem na šiht, nišče mi zelo, ali pa grem, ali pa kako s to vožnjo, karkoli, pač te drobnerije, da jih, veš kaj, malo te zbrihta v tem, da nehi razmišljati, ali v pozitivno, ali pa v negativno, ampak tle si, kaj boš tle zdaj naredil. Pocene, ker recimo je ta tu dobra misel, da v mislih bolj trpimo, kakor pol dejansko. Ja, s tem se pa lahko zelo identificiram. Je tako, recimo, ne vem, študenti, dobro. Zdaj, če se nisi pripravil, če se nisi učil, pol je dosti neumno, da te je strah izpita, ker itak veš, kakšno brzo. Zdaj, če greš pisati, je kul, če ga boš naredil 6, super. Če ga ne boš naredil, je kvas pa pričakoval. Problem je, če nisi siguren vase. Ali pa veš, da je mogoče kakšen perfoks, čeprav bo realno dosti teh primerov, perfoks ima na piki te ni imel, ampak si pa slabo pripravljen. Vse, kar ti lahko narediš, je, da se maksimum pripraviš. In to je to. Zdaj se pa obremenjevati s tem, kaj bo, če ta izpit ne naredim, kaj nima smisla. Ker pač lahko, da ga boš naredil, lahko, da ga ne boš konec koncev, pa tudi, če ga ne boš. Ma nisi edini stari na svetu, ko ga ni naredil. Sam to zveni zelo fajn. Imam dobro prijateljico, ki mi je rekla, tudi to je pač verjetno po načelu, ko bo se pa ta problem pojavil,
šele takrat sem pa sekirala, ne? Ja, Ne? ja, ampak Ampak je pomeni, težko. ja, ampak ne pomeni to, da si brezbrižen. Ne. Se pripraviš, Ja, vse to narediš, koliko je treba, tako. in več kot to ne moreš. Ja. To je podobno kot 15-storni doktor filozofije, gospodična Nike Olenik, do tega mostu pridemo. Mislim, da o tem bomo razmišljali, ko bo treba ta most prečkati. Ja, in to je point. Ampak point je v tem, da ni to ono zdaj brezbrižno. Boli me kurec. Ja. Ne, ti veš, da imaš to za narediti, pa prav se. Ne, zato mogoče tudi vojaki, ali pa mogoče navadni vojaki niti ne, ker so pač kanonfitler, ne, preveč razmišljajočega vojaka nočeš imeti. Ampak recimo poveljniki za kva so dosti To brali. pač prevzeli te stoična načela, glih zaradi tega, ne, ker ne moreš. Ne. Ti veš, da bitka bo, veš, da je lahko totalno sranje, en bo zmagal, najbrž, ali pa se bosta oba čisto polomila zobe, veš pa te ljudi, ko jih gledaš, jih dobršen del jih ne bo, ne, se tudi zase ne veš, ali boš prišel. Ja. Moraš pa to upraviti, recimo. Jaz bi šel tle toliko delež, da bi rekel, da ta prav stoik bi rekel, fuck you, nam umiru za tebe. Pustimo. Ja, pač Hvala ti, ni za kaj. ker zdaj pa te moram stoično pelati na šiht. Ja, Oziroma, ker je treba. Ja, ker je Ja, treba ker to je treba. stoično prenesti. Tako, ker s tem plačuješ položnice, da lahko pol plačaš telefon, da lahko pol snemaš te stvari in objavljaš na kanalu. Hvala ti. Okay.